Opravičujemo se za tole nevšečnost. Pravkar se je pokvaril mehanizem za zapiranje zavese. Upamo, da vas ne bo preveč motilo, če bomo kar tako začeli. To pa bo naredilo vtis. Povem še, da pojde. Pusti to. Pojde zamuja, ampak to ni nič novega, samo informacija. Kot da vsi vedo, kdo je Polde. Veste, Poldeta pa jo vsi poznajo. Konec koncev so dobili gledališki list. Zmeraj jih boš, mogoče ne bi težili z vsemi notranjimi zapleti. Zakaj pa ne? Zaradi takih, kot si ti, potem vedno vse obstane na mrtvi točki. Lepo te prosim, Suza, jaz vsega kriva. Nehaj da! Ljudje bodo pobegnili, še pred pričnemo. Morda pa bi bilo to najbolje. Konec koncev niti ne vemo. Tiho! Ti mi že ne boš ukazovala, kdaj lahko govorim. Kaj pa svoboda govora? Tukaj smo v gledališču. Če se že greste zares na to, da bi ugasnili luč, pa noben ni pomislil. Pa res, učila se ugasnimo. Mirko, a lahko prosim? Ne vidim brat. Pravzaprav lahko izkoristimo to priložnost in publiki končno povemo, kako stojijo stvari v tem gledališču. Tihi že! Ljudje pridejo sem, vsi lepi in fini, se pridejo zabavati. Mi se potem predvarjamo, da je vse lepo in prav. Pravzaprav smo njihovi službi. Ljudje nas imajo za norce, smo samo figure zapolnjene njihovega prostega časa. Govoriti do sebe. Mirko, a lahko prosim? Joj, kako me je zaslepilo. Opravičujemo se za tele nevšečnosti. Zdaj pa bi v imenu vseh nas igralcev prosila, da mislite, kar ste pravkar doživeli. Bomo še enkrat začeli. Čakaj. Kaj se jih pa sploh že spustili noter? To je totalni kaos. Miha, improviziraj. Pa kaj še? Zdaj pa jaz sve še zajet tistih, ki so odgovorni. Kaj si nam lič ste? Lepo pozdravljeni na predstavi Čakajnica. Predstava se bo kmalu začela. Kako je ta kava za nič? Že 100-krat, ne 1000-krat so se rekli, da je ne bom več pil, pa je vseeno vsakič vzame. Joj, Miha, spet o kavi. Meni tudi ne všeč, ampak je potem vsej ne pijo. Joj, a ste že začeli? Brad Pitt se bo ločil. Ste to vedeli? Čakamo, kot bo napad. Ampak... Zdaj jem stala, tokrat totalni. Ampak, lahko pa ti začneš. S čim? Jaz vendar... Joj, pravzaprav sem mislila, da imamo danes samo vajo, zdaj pa... Zmešana kot vedno. Lidija, ne se kitaj se, tudi Poldeta še ni. Poldeta še ni? Ničesar ne razumem. Si vedela, da se bo Brad Pitt ločil? Ne, a res? Čakaj, a kaj ima Brad Pitt zdaj? Se veš, tisto igralko, s tisto, ki ima napumpane ustnice. Sedi se in se umiri. Vidiš, da smo tukaj vsi lepo sproščeni in čakamo, da se stvari same vlekijo. Sproščeni, jaz sproščeni, ubogi, izgubljeni. Kaj zase govori, jaz nisem nič izgubljen. Te pa počni. Če bom jaz začel, ti ne znala nadaljevati, to je problem. Lidija, a poznaš tisto igralko, tisto z napumpanimi ustnicami? Koga? A me sploh poslušaš? Je pa stole. Alo, je kdo doma? Pusti jo! Vse to mi je res, da je kar zaspala. A bomo zdaj začeli? Zdaj si pa kar ti prevzela taktirko. Imaš ti boljši predlog? Recimo, lahko bi poklicali Poldeta in ga vprašali, če misli priti ali je pozabil. Ja, če je pozabil, nam tukaj pomaga. Nimaš kaj, Miha, treba se bo nekako znajti. Pokličimo ga, jaz sem za. Imaš telefon? Ne. No, kaj potem? Morda ga pa ima nekdo iz publike. Daj, no. Kaj pa s tem narobe, če prosimo nekoga od gledalcev, če posodi telefon? Za en klic, končno gre za njih, oni so prišli na predstavo. Oni potrebujejo režiserja, če hočejo imeti predstavo. Dajmo, poskusimo brez tega. Lahko ga jaz posodim. Zmigaj se že. Znaš, pivka zavaren. Res se opravičujemo, prostite. Prav nerodno mi je. Nič. Hvala, res ste prijazni. Veste, težava je v tem, da smo mi, igralci, pustili svoje telefone v garderobi, se razumete. Prišli smo na oder, šip. Pozabila sem številko. Mislim, sploh ne vem, če sem jo kdaj vedela na pamet. Kaj se smijete, povejte številko? Nihče od nas ne zna številke na pamet, vsi imamo shranjeno telefon. Tega se zdaj spomniš. Pa saj imaš ti tudi možgane, ali ne? Hvala, da smo danes materijali.
Se opravičujem, gospod, vseeno hvala za vašo prijaznost. Dajmo, začnimo z čakalnico ambulante, je prav? Včasih se mi res zdi, da morajo tile ljudje iz Hollywooda živeti še neka druga življenja. Za nas pa potem opozarjajo tale, o kateri beremo pomagija. Možno? Eni nič ne beremo o tem. Za nas je vseeno, kakšna in koliko življenj živi Brad Pitt. Koga pa to končno briga? Mene. Pote, prosim, ne bodi taka kura. Kura! Včer pa si ti toliko boljši. A se lahko zresnite? Ej, če smo ambulanti, se tukaj ne kadi. Mi smo ambulanti. Joj, pa ne čik. Lidej, Sonja, kdaj sta lahko doj z odra, prosim, mi bi začeli. Ti pa ne, stran tvoj cigareto. Zdaj pa dosti babih komand. Pa vse to mi res. Gregor, pričeli bi z ambulanto. Razumem, že grem. Joj, ti pa tvoji čiki. Spravi se dol. Za tvoje zdravje je meni vseeno. Poljubljati pepelnik pa ni noben užitek, sploh pa če sam ne kadiš. Ljubica, vprašanje, če me boš danes sploh še kaj poljubljala. Poglej, kako kaže. Zaenkrat pa lahko spizdiš. Ne rabimo te. Kaj pa Zoro? Da vzemejo s sabo. Mato si ti en šovinist. Miha, a tebi všeč Angelina Jolie? Who the fuck? Pa vse to ni res. Jebi ga, pač nimaš avtoritete. Take lepe žnaberce imam. Briga me za njene žnabece, kako je bom srečal v življenju. Kako pa to veš? Kako neki. Ti računaš na večero z Bradom Pittom. Lepo te prosim, pa sebi lahko že prerasla puberteto. Sonja, bi ti lahko šla? Poznam. Doj z odra, ti ne igraš v tem prizoru. A ja, nisem vedela. Zakaj smo se pa potem tukaj zmenili? Sprememba načrta. Kje pa je bolje? Sonja, Že grem, no. Malo še pa ti bo uspelo. Kako boš pa to cvetko dobila dol? Alo! Daj, ne, kakšen prasac si. Kaj se dogaja? Zora, predstava se je začela. On je res, kakšni igralci nekaj. O, a res? Bi ti lahko šla doj, mogoče na kakšno pijačko? Tako slabo se počutim. Spravi se dol. Joj, šele zdaj vidim, da si čisto zelena, a ti je slabo. Vse to ni res. A bi šla domov? Ej, bolje je že prišel. Bolje, da sploh ne bo. Kaj pa vsi ti ljudje? Sej, če se res tako za nič počutiš, bi pa lahko tukaj ležala. Vse se tematsko povezuje. Ona leži bolna, mi v ambulanti čakamo. Kaj praviš, Miha? Ha? Matjaž? Stara, noben te ne jebe. Pravim, da ne bi bilo tako narobe, če bi Zora kar tukaj ležala, slabo se počuti. Ja, kar se mene tiče. Ne, kar se tebe tiče, kar se predstave tiče. Začeli bomo. Zora, ti kar tukaj leži. Enkrat bom menjal to prekleto službo. Dragi gledalci, spoštovane gledalke. To je res. Totalni amateri. Obveščam vas, da se bo predstava končno začela. In to brez režiserja. A lahko nehaš, Miha, prav težek si že. Pusti jo, da pove. Se pravi, čujem. Samo mislil sem, da bi bilo fair, če bi ljudem povedali, da bo igra tekla brez taktirke. Nehajte, prosim. Dragi gledalci, spoštovane gledalke. Predstava se bo začela. Smo v ambulanti v čakalnici. Res učinkovito, taki podnapisi. To govorim zato, ker scena še ni narejena. Mirko, ti pa si za šale. Kaj, Matjaž? Kdo pa bo medicinska sestra? Pa res. Lahko bi bila Lida ali Sonja. Grega, greš lahko po enem dnju. Zakaj pa on jaz? A pojdi že. Zdaj bomo morali pa še tega cepca čakati. Samo še trenutek, dame in gospodje. Ne bodi tako slavnostna. V tem kaosu izpadeš prav smešna. Kako pa ti spadeš? Kdo rešuje situacijo? Situacije se ne da več rešiti. Dobro, potem pa je najbolje, če se ljudem vrne denar in gredo lepo lepo. Ja, se strinjam. Dajta se umirit. Samo še trenutek. Ne, zdaj vam pa tudi jaz teboj. Trudim se in se vedno nekdo najde, ki vse zajebe. Odkaz so prišli ljudje noter. Ne, še prej. Teja. Ne, Matjaž, zdaj pa še jaz svoje
voliš? Mene. Tebe, ja. Zakaj pa temu kretenu nič ne rečeš? Kje oni ta cepec zdaj? Potem pa jaz se spalem trapasta. No, nehaj s tem, na odru smo. Briga me zdaj pa res briga. Nobene nisi našel, ne vem, kam sta šli. On je pripeljal eno hosteso, a si rekel nekom. Zdaj si. Seveda nisi bučman kot si. Poglejte, kako se ta človek obnaša. Tak je do vseh, pa se ga vidite. Nemogoč človek, nemogoč. Mirko, ne seri, jaz se ne grem več, dovolj imam, jaz grem domov. Ja si se že pomirila. Pa daj že prižgi, Mirko. Pa je kom prišlo je strah? Bomo brez njega. Brez? Ti začneš, Miha. Ja, kje je pa še petavka? Kak kreten. Res smo navadni amateri. Miha. Zares ne razumem, kako se nekateri ne morejo držati tega. Čisto preprosto je. Saj se ve, koliko se v povprečju potrebuje za enega pacienta. Mislim, da obstaja nek red. Tak, ki ga nihče ne razume. Ljudje so naročeni. Obstaja vrsta. Jaz sem bil naročen ob 9:00, točno ob 9. Jaz nisem rekla, da se grem to igrico. Ljudje pa hočejo. Kako veš, da hočejo? Te boš pa meni govorila, da smo ošilni element. Mateja, prosim. Mogoče se je kaj zakompliciralo. Jaz recimo nisem bil naročen. Samo malo. Kaj pa, če bi vprašali ljudi? Kaj bi jih pa vprašali, ti nisi res. Ti bi vprašal ljudi. Pa daj. Boš videl, da so čisto nemi. Ljudje so prišli gledati predstavo. Predstavo? Kako lahko še govoriš o predstavi? To je novo. Dajmo se odločiti. Gremo domov, ali mi to naredimo. Ja, moramo jim dati, kaj hočejo. Hočejo, a verjameš, da sploh vejo, kaj hočejo. Predstavo, več ne vejo. Toliko. Gledališče pa res ima svoj smisel. Dobro. Miha, si noter ali nisi? Zato je tako, zaradi takih, kot ste vi. Kdo pomislil, da je Miha tudi privat tak, kot je ta njegova To vloga? ni res, dajmo to trapno ven. Mateja. Ne, prej mi je rekel, zaradi takih, kot si ti, potem vedno vse obstane na mrtvi točki. Se spomniš, Matjaž, točno to je rekel. Še vedno tako mislim. V tem kaosu se mi gremo igro. Kdo nam pa sploh še verjame? Jaz sem že rekla, da grem lahko domov. Kaj pa tvoji slavnostni nagovor? Takole pa res ne bomo prišli nikamor. Kaj pa jaz z njimi, bi jih pa ti imel? Pa kdo sploh pravi, da so potrebni? Odkot ti ta ideja? Drugače ne bi bilo čisto nič Pa jasno. saj še vedno ni. Mir zdaj! Lega vtisi. V tem, kako so eni naročeni. Pustite. Oprostite, če človek ne naroma tudi tega, pač prejšnji teden ni mogel vedeti. Govorimo o prejšnjem tednu. Lahko bi se naredil seznam za isti dan, za ta dan. Zjutraj ste gotovo vedeli, da boste šli k zdravniku. Prej bi se odpeljali, bi poklicali in se naročili. Pa bi prišel na vrsto, če bi taki, kot ste vi, že bili naročeni in bi bili vsi termini danes že zasedeni. Ja, res je tako. V nekaterih poslih je enostavno preveč strank. Ali pa je specialistov premalo. Mislim, da potrebujemo več zdravnikov. Pa ja, še več zdravnikov, več sodnikov, še več policajev, še več javnih služb. Kdo pa bo to vse plačal? Mi, gospodarstveniki. Prepričan sem, da ste tudi vi v neki javni službi, se motim. Mislim, da vaša slaba volja nima nobene zveze z mojim poklicem. Dejstvo je, da večina pacientov hodi sem zaradi dolg časa. Zdravnik bi moral take preusmeriti na kakšen drug naslov. Kaj že dati tistih par stotakov za nekaj, kar ti res koristi? Ampak ne, dokler se zaston in noben ne protestira, bo tako tudi ostalo. Vi ste zelo nestrpen človek. Mateja. Ne, prav je, da to povem. Gospod se izredno nevljudno vtika v ljudi, s katerimi nima nobenega opravka. Nimam opravka. Zaradi takih, kot ste vi, sem jaz prisiljen čakati. In jaz nimam časa na pretek, kot nekateri drugi. Moja uspešnost je odvisna samo od mene in od nikoga drugega. Jaz nisem pijavka na avtih davkoplačevalcev. Jaz sem tisti, ki take pijavke futra. In ne samo to.
take, kot sem jaz, je treba neprestano, oprostite izrazu, zajebavati. Kdo pa vam kaj hoče? Kdo mi kaj hoče? Vsi hoče nekaj od mene. Država hoče denar, pijavke so lačne, pijavke so žene papirov. Dolg čas jim je. Ta država je noben noče videti, kdo je resnici tisti, ki prinese denar v hišo. Od koga živi naša država? Od policajev, sodnikov, od zdravnikov. Zdravniki morajo biti, tudi vi jih potrebujete, sicer ne bi bili tukaj. Sem rekel, da jih ne potrebujemo, ampak dalo bi se marsikaj narediti na učinkovitosti tega sistema. Saj se dela tudi na tem, zato je potrebno veliko služb, ki delajo analizo. Še boljše, službe za analiziranje in podajanje poročil. Javne službe za zbiranje in poučevanje megle. Mirko! Zmotil sem se. Vi pa res ne cenite nobenega drugega poklica razen svojega. Moj poklic je konkreten. Jaz ne živim na tujih, imam mirno vest. Tudi jaz jo imam. Ja, pa saj to je problem, vsi jo imajo. Vi imate problem z drugimi, uboga vaša žena, če jo imate. Stavim, da vas je pustila, težko si predstavljam Zdaj žensko. smo pa šli malce predaleč, a se vam ne zdi. Sami ste začeli. Nič nisem rekel v enem odnosu, ki je tako čudovit. Reluje. Veste, ni tako preprosto živeti v skupnosti. Potrebna so prilagajanja. Nihče vas ni prosil za zakonske naslede. Ne govorim samo o zakonskih zvezah, tudi sicer. Potrebna je velika mera strpnosti. Ne razumem, zakaj bi človek moral trpeti. Se ne govorim, da bi moral trpeti. Govorite o strpnosti. Pomeni prav to. Potrpeti. Tudi, ampak ne more biti vedno samo po naše. Kam bi pa prišli? Ne vem, zakaj moraš ti vedno drezati, kaj ne vidiš. Grem ven na cigareto, samo da ne bo pomote, če me bodo klicali. Bomo rekli, da ste zunaj. Hvala. Človek je psihopat. To ti pa pravim. Kaj pa ne, zanima me. Zanima te? Ja, mislim, ne da me ne vem, kako zanima, samo po sebi. Ampak trenutno tukaj čakamo, kaj pa ne, pogovarjamo se pač. Ne razumem, zakaj bi bil slab pogovor boljši od tišine. Zakaj se ne bi smela pogovarjati? Ja, nisem rekel, da se ne bi smela. Kaj pa potem malo čebljamo, da nam ni dolg čas. Tako ali tako čakamo. Oprostite, Sicer pa je sam začel, nisem bila jaz tista. Lahko bi pa ti odnehala, če bi hotela, ampak nisi. Nasprotno. oprostite, da se vmešavam. Osebno mislim, da se ni zgodilo nič hudega. Seveda se ni. Matjaž, ne vem, zakaj jemlješ stvari tako resno. Nasploh, kakšne stvari so... Kar tako 3 dni, a ne? Veš kaj, ne bova o tem. Zdaj tudi jaz ne vem, kaj tako dolgo traja. To še ni nič, vi ste ravno prišli, mi dva pa čakava, ob 9 sva bila že tu. Za vsak slučaj. V bistvu je bilo to nesmiselno. Ampak mož Matjaž je rad točen, ali pa pride raj malo prej. Poklicna reformacija, sebe pa razumete. Mateja, prosim. Kaj se spet ne sme pogovarjati? Ne razumem, zakaj bi bila točnost deformacija. Če pa si red zamudnik, si pa normalni. Pa kje pa je tukaj logika? Matjaž, ti pretiravaš o tem. Saj vidiš, da nama čist nič ni koristilo, da sva prišla prej. Ja, tokrat nama ni, ampak nikoli ne veš. Medtem, ko so pa zamude definitivno problematične, marsikaj lahko dokončno zamudiš. In sama, ti, to najbolje veš. Ne vem, kako ti nikakor ne morem dopovedati. Ne bova zdaj o tem. A o tem pa ne bi, ko pa se govori o meni. Tudi o tebi ne bo pa okej. Hecno res, da se nič ne premakne. Že jaz čakam. Pa tudi drugih pacientov ni. Sta morda videla koga, ki je vstopil? Ne, nič nisva videla, nažalost. Mislim, odkar sva prišla, ni nihče šel noter niti ven. Čudno. Da to ne pomeni, da zdravnika ni. Ne vem, zakaj potem sestra sprejme izkaznice. Je vama kaj rekla? Ne, nič ne rekla.
pride ven, lahko bi prišla ven pogledat, kako je, a ne? Ja, res se lahko bi prišla. Mislite, da je kaj narobe? Ne razumem, zakaj ste vsi tako panični. Saj bo, umirite se. O, se nisi živčen, samo sprašujem se, kaj bi bil lahko vzrok. Ja, ne poznamo ga, to pa še ne pomeni, da ga ni. Ja, verjetno res. Ampak je res čudno, to morata priznat, a ne? Zdi se mi čudno, vse sem rekla, ampak ne vem, kaj bi lahko naredili. Mogoče bi pa lahko šli in vprašati. Hej, zdaj tu. Še vedno isto, nič novega. Nič novega. Sveto je nov. Cel dopoldan bo šel zaradi teh klinčevih doktorov. Ljudem kraljejo čas, kriminal pri belem gnevu. Problem je v tem, da je nekaterim v tej državi vse dovoljeno. Nekateri so organizirani kadri. Oprostite, nekateri bi hoteli imeti malo tišine. Opa, oprostite. Posmotnim svoje prisotnosti. Predvsej agresivni ste, vse sem že rekla. Čutite odbočen. Kako vam bočen? Onesnažujete zrak s svojim neokusnim zvokom. Ja, prosim. Ta človek me bo spravil v pamet, zmešalo se mi bo. Kaj pa je, gospa? Se ne smem več premikati. Ali je problem že v tem, da sem sploh prisoten? Mogoče premalo strpni, drugače rečeno. Ste nestrpni, gospa? Gospod, poglejte. Situacija je pač takšna, da smo vsi prisiljeni čakati. Vsi smo na istem. In vi pa ste celo prvi na vrsti, kar pomeni, da moramo mi še dalj čakati. Ja. Je pač tako, da moramo vsi nekoliko potrpeti. Pa smo spet tam, torej tudi vi mislite, da mora človek trpeti. Pa saj to ne res, Matjaž, greva, ne zdržim več. Pojdite, Matjaž, pardon, gospod Matjaž. Vaša draga, najdražja ne zdrži več. Nestrpna je. Morda pa potrebuje kakšno obliko duševne pomoči. Matjaž, to je više, greva. Si znorela? Zakaj smo potem čakala, da bova zdaj šla kar tako? Ti slučajno. Kako pa veš, da bova na koncu tudi dočakala? Seveda bova, to ni vprašanje. Kako si lahko tako prepričan v takih okoliščinah? Pa ne zdaj še ti. Kaj še jaz? Gospod, vaša gospa soproga je, postaje nestrpna. Slite vendar nekaj, da ne bo več. Kmalu bom res nekaj storil, če bo šlo tako naprej. Ja, daj, Matjaž, prosim. Ne nori, pomiri se. Kaj pa nam je šlo? Kaj bomo pa zdaj? A vam da muč? Počakaj, da se zmenimo. A bomo pauzo naredili? Ne, prižgi luč, da vidim, kako je zoro. Matjaž, čisto bleda je. Kaj, če sploh ni nadživa? Tole po mojem ni več jed. Ne bodi panična. Ne, res, morali bi poklicati rešilca. Bi vas lahko prosila, če ste spet tako prijazni. Seveda. Žal, gospa, se opravičujem, ampak nimam signala. Joj, a res. Vseeno hvala za vašo prijaznost, pa ga je Bogič. Prinesem kavo. Zora, zbudi se. Grem po kavo. Jaz tudi. Bom pogledal, kje so oni. Zora, zbudi se. Ej, lahko se zbudiš, končali bomo. Matjaž, Zora, nekaj ni v redu. Ja, spi, a ne? Sva slišali, da cele šale pokrate tukaj. Kako se pa kaj ljudje odzivajo? Mislim, da ni več smešno. Zora, nekaj ni v redu. Seveda, tako ste dolgočasni, da je globoko zaspala. Kaj se pa greste? Vprašala sem, kaj se greste, ste požrli jezike. Grem pa bolj, ne? Bolj ne pride. Kaj se pa vi greste? Igram. Igrate se. Odigrali smo en cel prizor. A tako da ste? Kako pa je to izpadlo v tem kontekstu? Precej trapasto, to moramo priznati. Ampak nimaš kaj. Dobro, pustimo zdaj to. Moram na hejzu. Ne zdaj. Ne morem, stara, moram. Vidim, da ste totalno neresni. Ljudje vas imajo po mojem še posebno zdravo. Jaz mislim, da bi jih lahko s takim erotičnim prizorom še malo zanimali. Kaj mislite ostali?
prišel. Kje pa pojde? Ravno prav, kar slecite se. Zdaj se pa slečemo. Gotovili smo, da lahko samo še erotika reši situacijo. Meni je prav. Pa sej imate zvolega trgovo. Že, ampak mislili smo... Tako bo hitreje. Kje imate pa brisač? Jaz vem. Kaj pa izova? Nimamo pojma. Zakaj pa ne gre domov? Kaj ne more, saj smo v tej poklicali. Zora! Zora! Če ti pravim, da spi, nekaj ni v redu z njo. Zora pač spi, pustite jo že pred njo. Groza, kar srame, da sem sploh prišla v ta kaos. A tako, kaj pa mi? Dajmo, zakaj še nisem vzal njima? Kaj, som? Dajmo. Daj tam mir. Če je pa kadil. Mirko, ugasneš luč. Ni ga stare šel škofu na pir. Ni dolgo, dajte začeti. Stop! Dajte se vsi pripraviti. Sonja. Sem. Že nekaj časa ste v savni, okej? Ja. Začnimo. To ni res, kako fokus ima ta človek. Zdaj pa dovolj. Res, no, prej je kadil, videla sem ga. Boš pač potrpela. Boš pač potrpela, ljubica, pridi sem. Kaj pa, če danes izpustimo? Pa daj že nekaj nategovat. Kaj je pa zdaj spet? Odveč je to poljubljanje, tako pravi. V bistvu pa bosta to 5-krat nahodila namesto enkrat. Izvajo govori samo ljubosumje. Že mogoče, ampak na tvojem mestu bi se raje predstavila koga drugega, če bi igrala Lidijo. Mene pa nobenič ne vpraša. A se mene sploh kaj posluša ali gre ta vlak čisto po svoje? Stara, čisto po svoje in Dovolj, to ni nič. Boga vema, ona še vedno upa, da bi naredila reda. Kaj zdaj tu? Kaj se vam zdi tako smešno? Ti misliš, tako si smešna. Jaz sem smešna. Ne me na Boga razumeti. Joj, prosti, to čisto drugače spada. Gre samo za to. Stara, stvar je v tem, da smo vsi smešni. Ne razumem, kaj se vam zdi tako smešno. Očitno ste povsem samo zadostni, lahko grem domov. Počakaj, da povem. Hotela sem reči, da... Kaj že? Joj, Matjaž, kaj že? Ja, kako pa ne jaz že? Glej, Evgenija, stvar je v tem, da vsi vemo, kako gre ta prizor. Tako da ni razlike, če se mi dve hihitava ali ne, razumeš? Ne razumem. Zakaj ga pa potem sploh igramo? Ja, sej to, stara, bravo. Končno je dojela. Vi ste kompletno zmešani. A ste zadeti? A mi lahko en pove? A ste zadeti? Ne razumeš. Tudi če te bi vse razložili, če bi poskušali, ne bi razumela, ker se ne da, razumeš? A sem tako tele? Prosti, vse se bomo zresnili, a ne? Ja. Dajte no. Tebe ni nobenič vprašal. Če nisem jaz, ste pa vi. Eden je. Ali pa vsi? Jaz nisem. Joj, kako je smešno. Evgenija, pridi nazaj, dej že igramo, pomagaj nam. Da rabite pomoč. Ja, kaka šepetavka bi nam prav prišla. Evgenija, nismo tako mislili. Banda za Evanka. Zaradi vas beton gledališče kudiču. Što vas bo še hodil gledat? Ona še vedno verjame. Ja, ampak dajmo to speljati. Lahko že pridem. Joj, samo to. Ne, še malo počakaj. Čisto prisvojeni. No, dajmo, lepo se vidva. Ni smešno, če ima človek v ustih okus po pepelniku. Pogosto ližeš pepelnik. Ma, postajate otroči. Ja, očka. In tudi dolgočasni. Kaj pa je danes s tabo? Nič. Kam pa greš zdaj? Solice pojedu. Naporen človek, dolga deklica. No, prejšnjo leto sem hodil v Kaplo, prijeten ambient. Ampak tukaj mi je tudi všeč. Ja, vse te kombinacije. Ja, tudi solarije, to mi je všeč. Solarja pa ne uporabljam. To je bolj za ženske. Ja. A gresta lahko vidva, proč, Miha in Lidija? Tako se ne da dela, če ti en kukaj za bogana. Sorry, stara. No, včasih hodim na tajsko masažo. A res? Lahko pa vzamete tudi kakšno drugo
mi, da se veste, ženske imamo. Mislim, da je prav, da človek skrbi za svoj pot, sploh ženske. Seveda, tudi moški, v zdravem telesu, to drži. Ja. Ok, lepo se še imeta. Jale ženske res nič ne dajo nase. Tega ne razumem, kako se lahko nekateri ljudje tako zanemarijo. Bi se gotovo nikoli ne bi zapustili. Ne, to pa res ne. To se pozna. Ja, to pa. Zelo lepa ženska ste. Samo nekaj bi pripomnil. Stara, lepa krasica, mislim, kaj čiste. Ha, spizdi! Da, draga. Sonja, ti si, zahvali se. A ja, hvala, ni take sile. Ne verjamem. Ste poročeni? Ne. Kako da ne? Da še ni nihče? Če vam povem po pravici, mislim, da se me moški bojijo. Bojijo, le za njej. Ste tako grozni? Ej, jaz se te nič ne bojim, lahko gre z mano. No, ne vem, mislim, da ne. Ne to. Preprosto nimajo poguma, to se mi zdi. Ja. Moški ste čudna bitja. A res, moški to ponavadi pravimo za ženske. Se veste, največja uganka za moškega je... Vi ste poročeni? Ne, a tako izgledam. Vedno poročeni moški. Nekoliko depresivno verjetno. Se vam mudi, mislim, potem Niti ne, zakaj sprašujete? mislil sem, bi šli z mano na večerjo. Povabim vas. Vem za odlično restauracijo. Fak, ta dva sta čisto noto padla. A si ga gledal, da šprudla? Kako si ti bil? Sva se že dovolj pogrela. Mislim, tukaj bi zamenjala. Lahko se greva najprej malo ohladit. Ni nujno, če ne imate tega, greva tudi v jacuzzi. Ej, kaj ste tu? Vse je prav. Milko, sploh nisem vedel, da slediš, a si tukaj. Ja, kaj? Ne prižgi. A pa bote zdaj? A bomo kmalo jeli? Malo še počakaj, gledalcem smo dolžni še nekaj pojasnil. Kakšni pojasnil? Čakaj, ljubica, pa ti bom povedal. Potem pa te povabim na večer. Ne jebete, stara, ne vidiš. To pa ti misliš. Mirko, ti kaj veš, kam je šla Evgenija? No, to sem je Eugenija. Joj, pa ne spet s tem čikom. Ljubica, danes te ne bom več poljubljal. Mislite, da bosta Lugnar in Mauzi spet bile skupaj? No, ona mi je pa všeč, če bi vprašal. Noben te ni vprašal. Jaz grem domov, dolgočasni ste. Ne moreš zdaj kar biti. Kako da ne? Pa ne more biti vsi igralci na odru do konca. Gremo se odloči, ali igramo še kak prizor ali pa gremo domov. Zdi se mi, da ljudje že postajajo jezni, ker jim tako krademo čas. Bolj bi se morali pripraviti. Pite, pa kaj je s tabo? Kaj? Za koga se pa ličiš? Da se danes ne bo več nič zgodilo. Za publiko, še vedno smo na odru. A vam še vedno ni jasno? Vi mislite, da vas bo ta publika pohvalila zaradi teh dveh zgrešenih prizorov? Ljudje hočejo celo predstavo, ampak meni je to tako vseeno. Mene to zabava. Kaj te zabava? Mislite, da Bojde pride? Kakšen Bojde? Kaj, če bi šli po Evgenijo? Evgenija je šla domov, jasna stvar. Ni šla, sigurno ne, spole nas čaka. Vedno manj razumeš. Stara, Mina je bila tole. Kaj si mislila, da imamo danes samo vajo? Zaključimo, pa bomo potem. Ne, naj ljudstvo ve, tukaj mi izpademo idioti, ne pa Bojde, gledališče ali direktor. Še Evgenija ne baraba zvita. A moraš res o vseh tako govoriti? Evgenija je baraba, nategnila nas je. Smejali smo jo, kdo je tukaj grl? Kako ste se pa vi predstavljali, da bomo igrali brez scene? Dejte. Vse skupaj ne bi bil eksperiment, vse to smo vedeli. Samo da Bojde potem... Ni prišel točno. Mi pa smo se preveč zanašali. Vi ste mislili, da vas bo Bojde reševal. Vi pa boste samo malo improvizirali. Ker ste igralci. Kakšni samovšečneži. Kako smo pametni.
To je resničnostni šov. To je to. To je danes in to hočejo ljudje. Ti misliš, da smo igrali resničnostni šov? Smo ga igrali. Mislim. Dobro. A misliš, da si zdaj ti totalni frajer, ker si to povedal? Igrali smo resničnostni šov, zdaj ljudje to vejo. Pa si tak butl. A zdaj bomo pa vrgli vse karte na mizo. Videti je, da eni hočejo, da cela stvar propade. Stvar? Kakšna stvar? To ni bilo nič. Jaz pa mislim, da ni bilo tako slabo. A še vedno ne razumeš. Ne mora biti samo par stvari v redu. Ljudje hočejo celo stvar. Tudi resničnostni šov ima svojega režiserja. Pa zdaj smo ga mi tudi imeli. To je res, kje je pojde. Zajebal nas je. Dobro, zdaj je že tako. Kako pa se končajo resničnostni šovi? Ja, nadaljujejo se. Kako ti tega ne veš? Kaj pa vsi tisti trači? Oprosti, ampak resničnostni šov pa res ne gledam, to je za otroke. Žrebanje bi morali uvesti, a ne gre tako. Mogoče bi pa gledalce prosili, naj izglasujejo najboljšega igralca. Najljubšega. Jaz si lahko mislim, da bo moški del glasoval zame. Mislim, da ostali nimate niti najmanjših šans. Kakšno samoljubje. Dejstvo je. Tukaj ni dejstev. Ne bodi trapasta. Tvoja pamet je tudi pozorna. Ti pa si res privoščiš. Lidija, Kaj spet jaz? ja poj po kakšen papir, da bojo ljudje gor napisali imena. Ja, kaj pa nagrada? Kakšna nagrada? Zdaj žrebanega gledalca. Za nagrado. Za nagrado lahko dobijo recimo Sonijo na posojila za večerje. Če to ni v kazni, to je kazni. Lidija. Kaj jaz? Ne gre po papir, ne gre do drug. Dovolj imam tega, da sem vedno tista deklica, ki jo vsi sprehajajo okrog. V gledališču ni denarja. Seveda ga ni, če si tako razmišljajo. Kaj pa? Ti misliš, da bi... Seveda, ljudje bojo plačali. Seveda, kako se nisem prej spomnila. Na televiziji je tako, da gledalci pošiljajo SMS ali kličejo in s tem plačajo. Jaz nič več ne bom plačevala, to je pa višek. To je to, kar sem prej govoril. Ljudje, kako pa si vi predstavljate, da je gledališče zastonj? Ne, vse vem, poznam vas. Tukaj sedite, si fini in se nam smehljate. Se delate, kako nas cenite. V resnici pa noben od vas, igralcu, ne privošči avta ali stanovanja. Umetnik ne bo reden. Mi smo navadni kulturni. Poslušajte, barabe, jaz grem ven, dovolj imam peklecov. Pa pojdite, vse vas nihče ne zadržuje. Samo trenutek, prosim. Bom sporočilo, moram nekaj sporočiti. Mika, Mateja, dragi kolegi, nekaj prišlo vmes. Se opravičujem, moramo prekiniti. Kaj je zdaj to? Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, se opravičujem, da moramo na tem mestu predstavo prekiniti. Imam posebno obvestilo. Zunaj je prišlo do izredne situacije. Prosim, ostanite mirni, ampak ni vzroka za strah. Naprošeni ste, da ostanete v prostoru. Lepo prosim, dokler ne damo drugih informacij, da je zunaj zopet vse v redu. Prosim za pojasnilo, a je to del predstave? Miha, kaj je zdaj to? Je bilo to vse v planu? Stari, jaz nimam nič s tem. V tem trenutku moram reči, da tu ne gre za nobeno šalo. Zadeva je povsem resna. Upam pa, da se bo situacija kmalu rešila. Kaj je zunaj? Prej ste rekli... Zdravniki si še niso na jasnem, ampak, spoštovani gostje, tukaj v tem prostoru ste vsem na varnem. Ni nobenega vzroka za preplah. Miha, kaj se dogaja? Ljudje, jaz nimam nič s tem. Zdaj pa res že vse zmešano. Dragi kolegi, prosimo vas, ne uganjate še vi večje panike. Nas pa ne sme biti strah. To je vse skupaj bled, jaz grem. Hej, prosim, sedite, ostanite na svojem sedežu. Kaj pa je s tisto igralko, ki že cel čas spi, a igra? Zora. Kaj je Zoro? Zora. Čas je, da nas nehate zajebavati. Zora je res nekaj narobe, ampak... Virus je v hiši. Zakaj nas pa pustijo noter, če je virus v hiši? Tako se bomo vse dobro nalezli. Mogoče bi jo pa ven odnesli, kaj praviš, Miha? Si nora, jaz se že ne bom dotikal. Tožil vas bom. Hej, to sploh pravi, da je Zora okužena. To je prvo. Kaj pa je potem? Jo pa zbudite, bomo pa videli, a je zdrava.
En drugo je to, da mi niti ne vemo, ali gre za virus. Budite tisto, ki spi, sicer jo bom jaz. Zora! Zora! Ne zbudi se. Bo pa treba kaj bolj odločno. Ne boš da ti tja podim, se boš še ti okužil. Jaz predlagam, da se vsi igralci umaknejo z urno. Jaz ne grem. Jaz pa mislim, da bi res lahko šli dol. Kaj praviš, Miha? Ja, dol in domov. Kakšni party breakali ste. Parti. On govori o partiju. Pa kdo so sploh to? Oni se še zabavajo. A nisi šel ti že domov? Zadaj sem čakal, da končate. A se bomo priklonili? Kaj je to zdaj? Nasrali so nas. Kaj takega pa še ne. To ni nobena predstava. Zora, lahko staneš, končali smo. Točno. Kot sem rekel, na tek. Dragi gledalci, spoštovane gledalke. Ne nehaj s temi traparijami. Mirko, daj ugasni luč. Ne, Mirko, prižgi luč, da vidimo, kaj je s tisto, ki je ves čas spala. Pusti to, greva raje domov. Jaz pa vam povem, z mano je ne boste tako poceni odnesli. Še se bomo videli. To je svinjarija. Barabe. Madonna, to ne more biti.